Na šoli ob 30-letnici samostojnosti naše države Slovenije izvajamo celoletni projekt, v sklopu katerega mesečno gostimo prepoznavne Slovence, ki ste s svojim delom, vplivom in uspehi soustvarili čas slovenske samostojnosti. Pogovori so namenjeni našim dijakom in jih predvajamo v sklopu šolske televizijske oddaje Aktualno na GFML, ki jo snemamo enkrat mesečno, in radijsko oddajo Glas GFML. Vsekakor nam je v veliko čast, da danes gostimo enega najuspešnejših in najbolj prepoznavnih slovenskih športnikov ter udeležencev na olimpijskih igrah v celotni slovenski športni zgodovini. Uvodoma dovolite, da povzamem na kratko vašo športno pot. Iztok Čop je vrhunski športnik, in sicer veslač, ki je svojo kariero začel pri 13 letih na Bledu pod vodstvom Miloša Janše. V paru z Denisom Žvegljem leta 1991, komaj 2 meseca po slovenski osamosvojitveni vojni, je na svetovnem prvenstvu na Dunaju osvojil srebrno kolajno. Naslednje leto sta z Denisom na olimpijskih igrah v Barceloni s 3. mestom priveslala prvo olimpijsko medaljo za samostojno Slovenijo. Dvojec je kmalu razpadel in Iztok se je presedlal v enojca in leta 1995 na Finskem osvojil naslov svetovnega prvaka. Naslednje leto je na olimpijskih igrah v Atlanti osvojil nehvaležno 4. mesto. Po še nekaj ne preveč uspešnih sezonah v enojcu je leta 1999 skupaj z Luko Špikom osvojil naslov svetovnega prvaka v dvojnem dvojcu, naslednje leto na olimpijskih igrah v Sydneyju pa sta v isti disciplini priveslala prvo olimpijsko zlato kolajno za Slovenijo. Naslednje 3 sezone se je vrnil v enojec in redno osvajal kolajne na svetovnih prvenstvih. V olimpijskem letu 2004 pa sta Špikom spet sedla v dvojni dvojec in si na olimpijskih igrah v Atenah priveslala srebrno kolajno. Naslednje leto na svetovnem prvenstvu na Japonskem se jima je posrečil še en podvig. Znova sta postala svetovna prvaka v dvojnem dvojcu. Poleg tega sta v dvojnem četvorcu osvojila še srebrno kolajno. Na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2008 sta z Luko Špikom osvojila 6. mesto v finalu dvojnih dvojcev. Špikom sta leta 2012 v dvojnem dvojcu nastopila tudi na poletnih olimpijskih igrah v Londonu, kjer sta osvojila bronasto medaljo. To je samo nekaj najodmevnejših vrhuncev v vaši dolgi in bogati karieri. O njih lahko danes še vedno prebiramo v medijih. Nas mlade in hkrati radovedne pa zanima še marsikaj drugega o vaši športni poti, lastnem pogledu na prehojeno športno pot, odnosu do domovine. Ko se ozrete v preteklost, katere športne uspehe bi sami najbolj izpostavili? Težko je izbrati, bom povzel enega od mojih kolegov, ki je rekel, to je zelo podobno, kot bi rekel, katerega od otrok imaš najrajše, kolikor jih imaš več, ampak sigurno je to pa zlata olimpijska medalja. Pri meni osebno, jaz sem tudi potem precej gledal, kako sem prišel oziroma kaj sem na določenem tekmovanju dosegel, kaj sem bil sposoben, je bil to moj maksimum, tako da zelo sem ponosen na tisto zlato naslov prvaka v enojcu, ampak bolj zaradi same vožnje, zdaj na koncu kariere, ko gledam. Zelo vesel sem pa tudi rezultata v Londonu, ki mogoče še ni bil pokazatelj čist realnega stanja zaradi pogojev, kakršni so bili v finalu, ko so bili nerealni. Tako da, zato ker sem vedel, da je to moja zadnja dirka, imel sem 40 let in to je bil meni izziv, da dokažem predvsem sam sebi, da se še lahko kosam z najboljšimi. Tako da to so bili izzivi, same medalje, recimo nekje po Sydneyju, po zlati olimpijski kolajni, samo medalje niso bile več tisti imperativ. In čeprav se sliši klišejsko, ampak jaz sem si postavljal nove izzive, ki so včasih na koncu prinesli nekoliko slabši rezultat na svetovnem prvenstvu, ampak izziv nekaj dokazati sam sebi, pa izbrati težjo pot mi je bilo potem dostikrat pomembnejše od same medalje.
zaradi česar je pa tudi trener, to bo še kakšen sivla svet zaradi tega, nažalost. Kdaj pa se je začela vaša športna pot? Kdo vas je navdušil za ta šport? Jaz sem se v bistvu ukvarjal z vsemi športi, s katerimi se je bilo takrat možno v okviru osnovne šole. Vse sem hodil v šolo, tako da atletika, odbojka sta bili tiste dve disciplini, ki sta mi majhen bolj ležali. Tudi s tekom na smučeh, čeprav ni bilo možnosti za eno pravo ukvarjanje. Tudi smučal sem na vodi, to se je takrat na Jesenicah je bil klub. Veslanje pa, jaz mislim, da sem poskusil zato, ker sta bila moj oče pa Janša sodelavca v tistem času. Sem poskusil, pa se mi zdel takoj precej bolj resno. Poleg tega so člani kluba takrat bili člani državne reprezentance, to je bilo za men tak, skoraj nedosegljiv cilj, v Jugoslaviji priti v reprezentanco in sem si pač zadal cilj, da če imam malo talenta, pa če bom dobro delal, bom tudi jaz mogoče enkrat dobil trenerko državne reprezentance in to vem, da mi je bil taka, tiha želja. Kako ste usklajevali šolske obveznosti s treningi in tekmovanji? Kar je šlo, no. Zdaj vaš profesor bo malo zastrigel, ker pa na faksu je bilo to malo drugače, ampak srednja šola ni bilo takega problema, čeprav nisem imel formalno nobenega statusa, vseeno sem imel zelo dobro razredničarko, ki je potem, ko so se začeli uspehi tam nekje v 3. letniku v mladinski konkurenci, sem imel praktično kar proste roke, seveda pa nobenih popuščanj pri testih ali pa odlogov testiranj, preverjen znanj, tako da to ne, lahko sem pa manjko in mi ona opravičevala kar lepo, tako da nekako je šlo, nisem bil briljanten učenec, zavedal sem se pa, da dokler bom normalno izdeloval šolo, da potem tudi problemov s treningi in z odsotnostmi ne bo, tako da sem nekako balansiral tisto minimalne standarde dosegel, da je vse skupaj funkcioniralo. Kar se treningov tiče, pa nekje tam od 16. leta naprej, tam pa ni bilo pol popuščen. Mogoče sem bil prej majhen manj resen, potem, ko so se pa nekako rezultati začeli, sem pa tudi grizel bolj resno, pa tudi moram reči, da Denis je bil pa še bolj osredotočen, kar se treningov tiče in me je pač dodatno prisilil v to, da nisva spuščala praktično nobenih treningov. Če se ne bi ukvarjali s športom, kaj pa bi počeli v življenju? Težko vprašanje. Jaz sem šel na lesarsko šolo, srednjo lesarsko, zato ker sem si želel delati, z veseljem sem delal z lesom. Malo bolj tehnične stvari so me zanimale, medtem ko kovina mi je bila malo preveč umazana, oziroma tudi tisti zvoki obdelovanja kovin mi niso bili tako pri srcu, zato sem izbral les. In še dolgo potem, ko sem bil že globoko v veslanju, tudi prve nagrade sem namenil za nakup domačih strojev za obdelavo lesa, tako da to je bil nekakšen načrt, ampak potem je počela čist drugo smer, niti slučajno si nisem predstavljal, da bom dolg časa lahko praktično od športa tudi živel in si potem kasneje tudi ustvaril tudi poslovno pot na tej bazi. Leta 1991 ste skupaj z Denisom Žvegljem na svetovnem prvenstvu dosegli srebrno medaljo. To se je zgodilo že potem, ko je Slovenija razglasila samostojnost. Bi nam opisali tisti čas in predstavili občutke, ki ste jih doživeli? To so bile pa ena najlepših let, lahko rečem, takrat 91, 92. Jaz sem prej nastopil tudi za Jugoslavijo, no formalno tudi še leta 91, ampak mi smo vsi, kar začudeno gledali tujce, kako s ponosom nosijo svoje drese, svoje zastave, pojejo himne ob razglasitvah. Mi tega do Jugoslavije takrat nismo čutili. Klima je bila taka, da smo kar nekako ne preveč lepo gledali na državo. Potem se je pa to 91. spremenil, tisti nacionalen ponos, z veseljem bi rad slovensko zastavo. Jaz lahko rečem, čeprav smo na Dunaju veslala uradno še pod jugoslovansko zastavo,
ob razglasitvi bilo množica navijačev s slovenskimi zastavami, tudi midva smo sicer imeli zelo nevtralne drese, brez napisov, ampak na razglasitvi sva dala gor Slovenija moja dežela majice, zaradi česa sem kasneje izvedel, da je bil protest in bi bila skoraj diskvalificirana zaradi tega, ampak tisti ponos takrat, ne vem, sploh se ga ne da več opisati, kaj je bilo to. Ali pa potem leto kasneje z osvojitvijo prve medalje na olimpijskih igrah in to pogrešam, da danes jemljemo državo kot samoumevno, poleg tega pa, rekel, politika nas mogoče vodi tako, da imamo slabšalen odnos do države, ampak kar pa ni prav. V bistvu smo država, mi vsi, ne tistih 10 ljudi, ki jo vodi. Kako se počuti športnik, ko zastopa barve svoje domovine in v njegovo čast zaplapola državna zastava ob igranju nacionalne himne? Jaz mislim, da je to en najbolj čustvenih momentov. Sploh v veslanju, kjer himno na začetku še tudi na svetovnih prvenstvih niso igrali himne zmagovalca. Mislim, da sem jaz prvič himno poslušal prav v Sydneyju ob osvojitvi olimpijske kolajne, potem je bila tudi ob naslovu svetovnih prvakov, na svetovnih pokalih je ni. In moram reči, že prav od tistega momenta, praktično kadarkoli slišim himno ali pa ko gledam druge športe tudi po televiziji, ob zmagi Slovencev, ko se sliši himna, nekako mi grejo še kocine po koncu, podoživljam tiste momente. Tako da jaz mislim, da vsak športnik, ko to doživi, mu je himna, kar lahko rečem, glavni hit. Tako da srečanje z družino, z najbližjimi ob rezultatskem uspehu in pa poslušanje himne, to sta dva meni najbolj čustvena momenta. Želja vsakega športnika je vsekakor udeležiti se olimpijskih iger. Vam ni uspelo samo to, ampak ste osvojili kar 4 medalje. Katero izmed teh bi posebej izpostavili in zakaj? Spet se bom ponovil, kot sem rekel, vsaka ima svojo zgodbo. Barcelona je bila prva, čeprav mogoče nisem bil najbolj zadovoljen. Jaz mislim, da takrat je bila dosegljiva srebrna medalja. Sydney, poleg tega, da je bila zlata, je bilo res velik pritisk, glede na to, da če bi takrat osvojila drugo mesto, bi bil to totalen poraz, kar je mogoče malo čudno slišati, ampak res mi, da do takrat nisva izgubila tekme in to bi bil najslabši možen moment, da bi jo, in je bilo praktično zelo veliko breme in potem tudi olajšanje, ko se je zgodba razpletla. Pred Atenami spet svoja zgodba, jaz sem kar pošteno zbolel 3 tedne pred olimpijado, z legionelo sem se zastrupil na pripravah, tako da je bil nastop vprašljiv do zadnjega momenta. Zdravnica je bila še bolj nervozna kot jaz, ker sem bil na antibiotikih. Potem pa London, tudi kot sem povedal, enostavno po parih letih nepretirano uspešnih, sem vedel, da je to moja zadnja tekma, tudi pripravil sem se na njo in pa hotel dokazati predvsem sebi, da še zmorem, da imava še z Luko to v sebi, oba sva to hotel dokazati in tudi nekako olajšanje ali pa zadovoljstvo ob postavitvi pike na i. Tako da to so različne dojemanja, ki jih jaz bolj intimno vidim, kot se pa mogoče vidi tudi zunaj. Laik bi rekel, zlata, srebrna, bronasta medalja, to je to. Kaj pa vrhunski športniki počnete po zaključku športne kariere oziroma kakšna je vaša zgodba? To je pa, moram reči, da eno zelo zahtevno obdobje življenja. Jaz sem bil star 40 let, ko sem zaključil, in sem res, da svoje podjetje že 13-14 let prej, ker sem sproti začel, sem se pripravljal na ta zaključek kariere. Zavedal sem se, da nimam nobenih konkretnih delovnih izkušenj zaradi športa, tako da bo težko nekje normalno štartati. Nisem bil pa čisto pripravljen v tistem momentu začeti čisto z nule, z vajeniškega položaja, če temu tako rečem. Poleg tega sem imel že družino, 2 otroka in odgovornost je kar velika. Tako da jaz sem si precej pripravil, nikoli pa ne veš, podjetje je šlo malo bolj počasi zaradi tega, ker sem bil vseeno večinoma vpet v šport.
Dogovoril sem se že s proizvajalcem čolnov, katere sem uporabljal za mesto športnega direktorja, ampak to potem vseeno malo traja in človek rata nervozen. Danes smo zaključili z olimpijskimi igrami, za en teden gremo na dopust, naslednji teden začnem to delati. Praktično to je bilo nekaj novega, tudi v veslanju je bila to nova pozicija. Nekako sam sem si jo mogel utirati, tudi prepričati delodajalce oziroma proizvajalce čolnov, da je to pametno tak pristop. Tako da je to trajalo 6 mesecev in meni se sicer zdelo, da ni nič posebenega, ampak če vprašate mojo ženo, mi ni bilo za prenašati takrat, je bila nervoza. Tako da jaz sočustvujem z vsemi športniki, ki niso pripravljeni ali tako pripravljeni, ker to je bila skoraj idealna pot, pa še vem, kako je bilo težko določeno obdobje. Še bolj pa tisti, ko se nepričakovano kakšna poškodba ali kaj druga zgodi, ko je treba prenehati športom, praktično nehati z nečem, kar si delal od najmanj najstniških let, 100%, vse drugo je bilo za zraven. Tudi če končaš šolo, kot sem prej omenil, ni delovnih izkušenj, zelo specifična situacija in vsi prihodki, ki jih imaš z naslova športa, naslednji dan usahnejo. Sicer zdaj smo postavili sistem v zadnjih letih v državi, da še eno leto nekako lahko, če si na visokem nivoju, še dobivaš neko podporo, ampak to je to. Tako da to je zelo kratko obdobje in pa zelo težka tranzicija. Tako da polagam na srce vsem, mislite malo naprej. Vem, da je zelo težko, ko ti šport pomeni vse v tistem momentu in misliš, da je vse, ampak pa, ko se ozreš nazaj, sem model poti, ne gledam več tako romantično na tiste športne uspehe in tudi mogoče bolj pragmatično, ko komu ne uspe, na zadnje je to le šport, so druge bolj pomembne stvari. Seveda pa, ko si v športu, ne smeš tako razmišljati, to je edina pomembna stvar, sicer na štartu, vseeno, če ne greš na štart. Prepričana sem, da ste ponosni na prehojeno športno pot in dosežke. Kaj pa se lahko mladi danes naučimo iz vaše zgodbe oziroma kaj bi nam svetovali? 2 ali pa 3 stvari. Prvo, kar je, tisto, za kar se odločite, da boste delali, delajte z veseljem. Oziroma, če delate z veseljem, potem se splača vztrajati, se splača tudi žrtvovati veliko časa, veliko energije, ker to vas bo tudi peljalo nekam in vas bo tudi navdajalo zadovoljstvom. Ni na koncu samo rezultat, seveda je rezultat imperativ, pa vse, ampak na koncu pogruntaš, da, kot sem prej rekel, tista pot je bila meni boljša, izzive si iskati, dokazovati predvsem sam sebi, ne okolici, kaj zmoreš, ali lahko še to narediš, pa ves čas razmišljati, kako lahko kaj izboljšam. Na kamorkoli grem, na kjeremkoli področju, kakšne informacije dobivam, jaz sem to zmeraj nekako poskušal kaj uporabnega za veslanje to dobiti. To po drugi strani tudi rekel šolo, bom rekel na žalost, na srečo, šola je pomembna, ne samo zaradi formalne izobrazbe, ampak tudi zaradi širine. Tudi v športu, če si razgledan, če pobiraš informacije z področji, kjer misliš, da nimajo nobene veze, povsod, vse izkušnje so marsikje koristne. Tako da jaz bi to položil na srce, pa seveda ne se izogibati zabavam, tudi to morate imeti, čeprav v teh časih je to skoraj bogokletno, kar zdaj govorim, ampak mi smo dali, jaz lahko rečem, da nisem bil zaradi športa nič prekrajšan, seveda vse ob določenem času z določeno mero, tik pred svetovnim prvenstvom je bilo tega manj, izven sezone malo več, ampak mislim, da v svojih mladostnih letih nisem nič zamudil in potem tudi nisem čutil nobene potrebe, da to nekako not prinašam. Tako da razmislite, kaj vas veseli, kaj si res želite, pa vzemite si čas za ta razmislek, zato da potem ne obžalujete. Nikoli pa ni pot lahka in ne preveč. Še to rečem, določite si smer, kam bi radi šli, potem pa vseeno je treba vztrajati tudi takrat, ko ti ni všeč. Ker če nek vidiš ovire, pa zamenjaš špuro, če temu tako rečem, to ne bo pripeljalo nekam. V zadnjem letu se je tudi za mlade športnike, njihove treninge in tekmovanja obrnilo vse na glavo. Kakšno je vaše gledanje na prihodnost rekreativnega in vrhunskega športa? Kako bomo mladi lahko nadomestili zamujeno?
Ja, tukaj pa nisem dosti pameten. Tukaj pa res sočustvujem, ker mislim, da mladi tukaj plačujete zelo, zelo visoko ceno. V športu se to bo neposredno videl, na drugih področjih mogoče malo kasneje. Šport hitro pokaže, zakaj se gre. Jaz sem vpet v klub in vidim kako zagreve grejo. Zdaj, ko so sprostili, ko lahko tudi otroci so se vrnili na trening pred 14 dnevi, to človek, če ne vidi, ne bi mogel verjeti, koliko jim pomeni, da so spet lahko prišli, hvala Bogu, lepo vreme, da so tudi lahko zaveslali po jezeru, koliko to pomeni. In ta šport, ne samo vrhunski šport, predvsem ta, rekel, afiniteta do športa, jaz mislim, da je pomembna, ker s tem vzgajamo tudi zdravo generacijo. Ne, da bojo vsi vrhunski športniki, ampak da z veseljem se ukvarjajo s športom, da bojo tudi, rekel, športno aktivni ostali bolj ali manj, da jih naučimo in gibalnih spretnosti, ki jih bojo potem, ko bo pravi čas, ko bojo imeli čas, tudi rekel, izkoristili za fizično aktivnost. In jaz mislim, da to je, rekel, pomemben faktor pri zdravi naciji, ne nazadnje. Tudi psihične napore človek lažje prenaša, če je fizično fit, in jaz se bojim, da bojo tukaj posledice hude, da v enem letu se naredi toliko škode, ki se zelo dolgo ne bo dal popraviti. No. Tako da saj so že tudi na fakulteti za šport, imajo že podatke, kako je mladina nazadvala motorično, tudi debelost se povečuje in jaz ne vem, a si mi res želimo bolano nacijo. Tako da me skrbi fizično bolano, no, in me skrbi, da bojo posledice dolgotrajne, in še enkrat rečem, življenje, kakršnega imate vi, najstniki, ali pa rečem nekje od 15. do 25. leta, v tistem obdobju so današnji ukrepi. Jaz si ne znam predstavljati, kako bi jaz takrat funkcioniral, ko sem še zadnja generacija, ko smo tudi štrajkali v Ljubljani, pa nas ni noben tepel, no, moram reči tako. Kot srednješolci smo se postavili za šolska pravila, takrat smo prva generacija, ko smo imeli zaključne izpite spet po dolgem času, predhodnico mature, in ker je bilo nedorečen sistem, praktično cela Slovenija, vsi smo bili en teden v Ljubljani pred parlamentom, da se zadeve uredile. Ob koncu najinega pogovora bi se vam zahvalila za vašo prijaznost in pripravljenost na pogovor. Hkrati bi vas povabila, da predate vaše sporočilo nam mladim dijakom gimnazije Franca Miklošiča. Jaz bi samo rekel, bodite odločni, delajte tisto, v kar verjamete, pa bodite tudi mladostno naivni. Mladi svet spreminjate, mi smo že malo konzervativni, vi ste pa še zaenkrat nesmrtni, tako da postavite se za tisto, kar verjamete, da je prav, pa boste kolegijalni drug do drugega, tudi če se ne strinjate med sabo. Pa športajte.